Praktično imamo tudi vse odrasle bolnike z težko obliko bolezni na profilaksi. Trudimo se sedaj vedno bolj tudi z srednjo hudo obliko bolezni, da naučimo bolnike samo aplikacije, ker namreč ta skupina bolnikov ni bila v otroštvu profilaktično zdravljena, kakor smo zdaj začeli z otroci, in v bistvu se teh samo aplikacij niso naučili. Zavedati se moramo, da je potrebno to zdravilo dajati vedno v žilo. In to ni povsem enostavno. Poleg tega to moraš dajati samemu sebi, kar je še nekoliko bolj težko. Tako da zdaj se trudimo, da naučimo te bolnike in da v bistvu, lahko rečem iz izkušnje, še včeraj sem imela enega takšnega bolnika v ambulanti z srednje težko obliko hemofilije B. Ima zobozdravstveni poseg, seveda zaradi tega potrebuje večji odmerek faktorja. Hkrati pa sva šla čez v bistvu te kronične bolečine v sklepih, ki jih on več ni prepoznaval kot možne mikrokrvavitve. Ker pač je vajen, takšen bolnik je vajen neke blage kronične bolečine in se niti ne zaveda, da so to lahko mikrokrvavitve. Tako da jih je potrebno naučiti te spoznavanja teh lastnih težav in potem, da jih naučiš, da je to smiselno sedaj pričeti s profilaktičnim zdravljenjem, ker malo se tudi tega otepajo, da zdaj zakaj bi pa zdaj pričel jaz redno aplikacijo v žilo, kar ni enostavno, kar vedno tudi malo boli in se moraš, tako kot je prej gospod Dolinšek lepo povedal, da vse to ni nekaj posebnega, to pač vzameš kot svoje redno življenje, ampak seveda, ko moraš to začeti, pa ni čisto enostavno. Tako da se resnično trudimo sedaj s to populacijo bolnikov, da jih naučimo, da se pogovorimo, kakšne težave imajo in da pričnemo z neko redno profilakso, ker namreč pri težki obliki hemofilije se sedaj trudimo, da je aktivnost faktorja pred naslednjo aplikacijo tam nekje nad 3 oziroma tudi okoli 5%, kar pomeni, da so sedaj tisti s težko obliko boljši in bolje zavarovani kot tisti s srednje hudo obliko bolezni, ker je aktivnost faktorja med 1 in 5%.